28 tisoč izobraženih Slovencev je na tujem, smo slišali, pa še to je le približna številka. Seveda bi rad delal doma, če bi bilo to mogoče. Dopuščam si možnost, da pač bi šel na študij, tudi izpopolnjevanje v tujino. Sem tudi večkrat razmišljala, ali bi se prej udeležila, Erasmusovega potovanja ali česa podobnega, da bi se potem lažje odločila. Bolj kot to, da so mnogi odšli v svet, zaskrbljuje dejstvo, da tam tudi ostajajo, je podčrtala predavateljica. Trenutno zanje doma ni prostora, ne v akademskih vrstah, ne v gospodarstvu. Brez teh ljudi, ki jih je pravzaprav Slovenija izšolala, jim dala izvrstno izobrazbo, s katero so konkurenčni marsikje na svetu, kot družba ne bomo obstali. Odhod v svet z možgani in vračanje z dušo in razumom je lahko pozitivno, hkrati pa tudi boleče in neizbežno dejstvo, je ocenil gost s Koroške. Odseljeni bi lahko ohranjali stik z domovino in ji po svojih močeh tudi pomagali. Da nisi samo znamenit astronom v Parizu, kot je tam en argentinski Slovenc, ali pa da si v Hongkongu, kjer je en koroški Slovenc, ampak vsi se lahko zdaj povežemo s tem medmrežjem. In s tem, po mojem, lahko damo tudi nekaj nazaj svoji domovini. 49 dragi so uspešno delo zaželeli ugledni predstavniki Slovencev v Italiji. Spremljala jo je tudi slovenska generalna konzulka v Trstu Ingrid Cergaš.